Pozdravljeni, otroci. Moje ime je Arna. Prebrala vam bom zgodbo, ki govori o prijateljstvu. Naslov je Prvi šolski dan. Zajčkova bralna druščina se je vsako soboto srečevala v knjižnici. Zajček in njegovi gozdni prijatelji so prispeli tja še pred knjižničarko. Komaj so čakali, da bodo vrnili knjige, ki so si jih izposodili, in si izbrali nove. V knjižnici se je vsak po svoje kratkočasil. Ježevec je odkrival svoje ročne spretnosti, ptici pa so bile nadvse pri srcu zvočne knjige. Medtem ko je rakun navdušeno udarjal po tipkovnici, sta medved in miška stikala po knjigah o zdravi prehrani. Opazovala sta tudi žabo, ki se je trudila s sestavljanko. Veverica je preiskovala najvišje knjižne police, krt pa je seveda vrtal po spodnjih. Zajček pa? Zajček si je našel novo prijateljico. Deklica Katja je bila pravi knjižni mol. Tudi ona je vsako soboto prihajala v knjižnico. Zajček ji je v branje priporočal dobre knjige in ji pomagal pri zahtevnejših besedah. Zajček je Katjo oboževal, skoraj tako zelo, kot je oboževal knjige. Tudi njegovi prijatelji so jo imeli radi. Nekega pozno poletnega dne se je Katja zgrudila poleg zajčka na kup blazin. Naslednji teden grem prvič v šolo, je rekla. Zajček je našpičil ušesa. O šoli je prebral že vse mogoče. Tako me je strah, je nadaljevala. Kaj, če si ne bom našla prijateljev? Le, kdo si ne bi želel biti tvoj prijatelj, je zajecljal zajček. Zajčku ni bilo prav nič všeč, da je Katja zaskrbljena. Želel ji je pomagati. Toda kako? Tistega večera, ko je skočil v posteljo, ga je prešinilo. Katja potrebuje prijatelja ob sebi. Zajček je prijatelj. To je bila genialna zamisel. V ponedeljek zjutraj je zajček odskakljal skozi vrata in se zaletel naravnost v ježevca. Kam pa kam? Je vprašal ježevec. V šolo, je odvrnil zajček. Prvi šolski dan je in Katja potrebuje prijatelja. Jaz sem njen prijatelj, je rekel ježevec. Tudi jaz grem zraven. Najbrž sta dva prijatelja boljša kot en sam, je sklepal zajček. Skupaj sta jo mahnila v šolo. Na poti sta srečala medveda. V šolo greva, ga je nagovoril ježevec. Bi šel zraven? O, mašinca, blebetalo, je rekel zajček. Nikar ne vihaj brčic, mu je oponesel ježevec. 3 prijatelji so boljši kot 2. 3 prijateljem se je kmalu pridružila še miška. In potem rakun. Zatem še ptica, veverica, krt in žaba. Ko je pisana druščina prispela v mesto, je zajčku zastal korak. Šola je bila večja, kakor je mislil. S pogledom je prečesal množico in zmajal z glavo. Nikoli je ne bomo našli, je zavzdihnil. Potem, ko so skozi šolska vrata kapljali še zadnji učenci, je zajček le opazil Katjo. Vidim jo, je vzkliknil. Gremo!
Živali so planile za njo. Toda, še preden so pridrveli do vrat, je Katja že izginila. Tekli so od učilnice do učilnice in kukali vanje. Tamle je vznemirjeno zaklicala veverica. Vsi so se zgrnili v telovadnico. Katje niso našli. Žoge so jim švigale nad glavami. Igra jih je čisto prevzela. Skakali so, se izogibali žogam in počepali, dokler ni zajček zapiskal na piščalko. Delo nas čaka, je rekel. Gremo. Živali so pohitele ven. Razen veverice. Jaz se bom samo še za minutko zadržala tukaj, je rekla. Po hodniku se je razlegla pesem. Ptica je sledila prijetni melodiji. Mislim, da je Katja je zažvrgolela v sozvočju in odprhutala v glasbeno učilnico. Spet je šlo za lažni alarm. Ostala bom tu, da jim še malce pomagam pri ubranem petju, se je odločila ptica. Ravno tedaj je po zraku zavel slasten vonj. Od vsega tega iskanja mi je začelo kruliti v želodcu, je potožil medved. Mogoče pa je Katja v jedilnici? Se je vprašala miška. Žal je tudi tam ni bilo. Kar pojdite, prideva za vami, je s polnimi usti zacmokal medved. Je zamomljala miška. Vsakič, ko se je zajčkovim prijateljem zazdelo, da so videli Katjo, je sledilo razočaranje. In kar je še huje, na vsakem koraku je koga kaj premotilo. Rakun se je odkradel v računalniško učilnico. Žaba je skočila v umivalnik. Krt se je zakopal v kemijski laboratorij. O Katji pa še zmeraj ni bilo ne duha, ne sluha. Videti je, da sva ostala sama, ježevec, je zavzdihnil zajček. Ježevec? A zajček je bil prepozen. Ježevec je že poniknil v likovno učilnico in obtičal tam. Najbrž je en prijatelj boljši kot nobeden, je žalobno dejal zajček. Nadaljeval je pot po hodniku. In tedaj jo je zagledal. Od navdušenja mu je poskočilo srce. Šolska knjižnica. Planil je vanjo, dišala je po domu. Opazil je svojo najljubšo knjigo. Pa še eno. In še eno. Police so se šibile od novih zgodb, ki so samo čakale, da jih kdo prebere. Zajček je kar sijal, ko je s tačkami drsel prek njih. Nenadoma pa se je ustavil, saj je zaslišal znane glasove. Ravno tedaj so v knjižnico pokukali ježevec, ptica, žaba, medved, miška, krt, rakun in veverica. Saj smo vedeli, da si tukaj, je zaklical ježevec. Katja! Je vzkliknil zajček in pokazal na igrišče. Poglejte jo! Živali so oddrvele ven in planile k igralom. Hrup je pritegnil Katjino pozornost. Nasmehnila se je. Objela je svoje prijatelje. Tudi oni so jo navdušeno objeli. Bi se igrali? Jih je povabila Katja. Z veseljem, je rekel zajček. Kmalu so se vsi pridružili zabavi. Dirkali so in se lovili vse povprek, dokler ni bilo odmora konec. Preden so se otroci napotili nazaj v šolo, je Katja nežno prijela zajčka za tačko. Hvala ti, je zašepetala.
Zajček je kar zasijal. Katja se je spet pridružila svojim sošolcem. Se vidimo v soboto, je zaklicala. Zajček je otrokom pomahal v slovo. Vesel je bil, da si je Katja našla kopico novih prijateljev, prav tako kot on. Dragi otroci, to je bila zgodba z naslovom Prvi šolski dan. Hvala vam, da ste me poslušali, upam, da vam je bila všeč. Želim vam, da ostanete zdravi, dobre volje in da nosite sonček v svojem srcu. Čau!